Danes so v novicah med drugim novi prostori abdominalnega oddelka v novomeški bolnišnici, v Žužemberku zaključek sezone drsanja, zanimivo potopisno predavanje v Stopičah. Lepo pozdravljeni. Splošna bolnišnica Novo mesto je bogatejša za prenovljene prostore oddelka za abdominalno kirurgijo, s katerimi se izboljšujejo razmere tako za paciente kot za zaposlene. Naložba je del sistematične in celovite prenove bolnišnice, hkrati pa je pomembna razvojna pridobitev tako za ustanovo kot za širše okolje. S prenovo so uredili 25 postelj v eno- in dvoposteljnih sobah z lastnimi sanitarijami, izolacijske sobe in sobe za postoperativno nego. So največ pridobili pacienti, saj bo tako omogočena boljša in varnejša oskrba in boljše, prijaznejše bivanje pacientov na tem oddelku. Seveda pa smo pridobili tudi zaposleni, ki bodo delali v boljših izboljšanih pogojih. Smo hvaležni, da nam je bolnica izrazila to zaupanje, da je prenovila oddelek, s tem nam kaže tudi to, da verjamejo, da se primerno razvijamo naprej. Sami bomo pa stremeli k temu, da bo naše delo še izboljšano in vsako leto, da bodo pacienti bolj zadovoljni v naši obravnavi. Celovita prenova prostorov, vključno z opremo, je stala nekaj manj kot 2 milijona evrov, ki jih je zagotovila novomeška bolnišnica. Zelo smo veseli, da smo ena redkih slovenskih splošnih bolnišnic, ki poslujemo tako dobro, da si lahko privoščimo oziroma da lahko omogočamo take investicijske dosežke. Ob današnjem odprtju je bolnišnico obiskala tudi ministrica za zdravje, ki je poudarila pomen dolgoročnega načrtovanja. Med drugim pa se je dotaknila tudi želenega helioporta. Mislim, da je helioport potreben in direktorica ga je tudi danes omenila, tako da bomo absolutno pogledali možnosti. Veste pa, da je teh investicij in želj ogromno, investicijski cikel je pa tudi ogromen. Tako da včasih je že potrebno pogledati, kaj že v eni bolnišnici teče, da ni ogroženo delovanje oziroma nemoteno delovanje oziroma upravljanje dela v tej bolnišnici, ker preveč investicij naenkrat tudi ni dobro. Obsežen cikel naložb v splošni bolnišnici Novo mesto se bo nadaljeval s celovito prenovo pediatričnega oddelka, ki bo predvidoma zaključena do septembra. Najzahtevnejša pa bo gradnja novega glavnega vhoda v bolnišnico in z njim povezanih prostorov, ki bodo namenjeni skupnim bolnišničnim funkcijam, kar bo po obsežni in zahtevni prenovi negovalne bolnišnice Julija največja naložba. V Žužemberku so uspešno zaključili sezono drsanja, ki je tudi letos privabila veliko obiskovalcev. Drsališče v tamkajšnjem gradu je tudi to zimo upravljal Zavod Žužemberk, obiskovalcem pa so poleg drsanja ponudili tudi več tematskih dni. V dopoldanskem času so drsališče obiskovali predvsem šolarji in vrtičkarji, popoldne pa je bilo odprto za vse obiskovalce. Ja, s sezono smo kar zadovoljni. Začetek je bil res malo tak nepredvidljiv zaradi bolezni, grip, pa trebušnih težav, tako da tukaj smo imeli majčken upada, ampak proti koncu decembra je pa grad čist zaživel, veliko ljudi je prišlo. Drsališče je obiskalo tudi precej tujih gostov. Celo Avstrijce smo gostili, pa Italijani so bili tudi, tako da veliko je bilo tudi Hrvatov, nekateri so bili mimoidoči, ko so se pač tlele ustavili in so videli lučke in glasbo in so prišli kar drsati, tako da smo res zadovoljni. No. Zadnjo priložnost so izkoristili tudi tisti, ki so to drsališče obiskali prvič. Zdaj sem prvič prišel, zato rad drsam, isto, kot da bi bil na rolerjih. Ker nisem še nikoli drsala tukaj na gradu. Sploh nisem vedela, da je tukaj drsališče, ampak mi je mami povedala, ker je njena prijateljica tukaj v Žužemberku. Laura je povedala, da zelo rada drsa, a da včasih tudi pade. Prvo sem skozi padala, potem, ko je šlo Aljažu ful dober, sem pa še jaz se upogumila, pa sem šla tekmovati z njim. Pa zato sem zdaj ful vesela, ker znam drsati. Aljažu je drsališče v grajskem ambientu zelo všeč, še posebej pa so mu všeč praznične lučke. Kot da bi bil še enkrat Božič. Se počutim ful dobro, pa še kaj sneg vse to lepo poudari. Drsališče pomembno dopolnjuje zimsko dogajanje v kraju.
samo drsališče je nekaj posebnega v občini Žužemberk. Mi nimamo smučišč, smučišča pa vemo, da so po Sloveniji zelo draga in tako lahko na tak način tudi našim občankam, občanom, seveda pa najmlajšim omogočimo drsanje, ker je zelo poceni in si lahko tudi vsak privošči to drsanje v občarljivem gradu. Ljubitelji drsanja se že veselijo prihodnje sezone in upajo, da bo drsališče tudi prihodnjo zimo znova zaživelo. Člani Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem so minuli konec tedna pripravili že 13. prikaz društvenih kolin. Zaradi prostorskih omejitev se zadnja leta sicer zbere manj članov kot na začetku, a vendarle postorijo vsa opravila, ki so potrebna ob kolinah. Vse se je začelo sredi tedna z zakolom prašiča. Prašič je imel 235 kg, tak lepe sorta, skoraj malo premalo slanine, gor imel na sebi, ne. Za te izdelke, kaj jih mi naredimo, ne. Tako da smo porabili vso slanino, mislim, kaj je bilo na razpolago, ne. Konec tedna pa so izdelovali različne izdelke. Danes smo v teh krvavicah, pa tlačenkah, mislim, da krvavice so kar tako bolj zahtevno delo, ne. Mislim, zahtevno z umazanijo, z vsem sortam, ne. S pranjem posode in vsega, ne. To je grdo delo, mislim, so krvavice so bolj pa zelo dobre, najboljše, ne, praktično za zimski cajt, ne. In kakšen je recept za dobro krvavico? Recepta ni. V bistvu pri nas kot Dolenjska je recept, glavna začimba sol, poper pa marajon. V bistvu ni. Marajon je glavna začimba in plus ne sme pa prevladovati recimo marajon napram okusu mesa. Majaron, čebula, ne, do najboljši okus, ne. Pa črevna mast seveda mora biti, ne, brez črevne masti ni krvavice dobre, ne. Pa sol, poper in tako dalje, ne. Zelo pomembno pa je tudi, da je krvavica pravilno obarjena, za kar so tokrat poskrbele članice društva. Preverimo, če je res kuhano, to preverimo tako, da z špalo prebodemo krvavico in če ven priteče čista, bistra tekočina, potem je to znak, da je krvavica dovolj kuhana. Nato jih na hitro poberemo ven, damo v hladno vodo, splahnemo. Hkrati so izdelovali tudi tlačenke. Tlačenka je narejena iz same drobovine, jezik, srce, ledvica, tako da kožice, spet osnovne začimbe, sol, poper, česen, mogoče še kakšni dodatki, marajon, kumina. Naslednji dan pa so na vrsto prišle še klobase in salame. V Stopičah so pripravili potopisno predavanje 4 vrhunskih fotografov, prejemnikov številnih nagrad, ki pa so v domačem dolenjskem okolju manj znani. Svoje fotografije so postavili na ogled Joško in Matjaž Šimic, Tomaž Mikec in Stane Penca. Njihove fotografije so nastale na Islandiji. Fotografiram zato rad, ker sem rad v naravi, predvsem naravo, živali. To so glavni motivi. Veliko tudi rad fotografiram tole travel fotografijo, popotno fotografijo, ki mi je prinesla tudi največ uspeha. Jaz sem se malo resno lotil tega, glih zaradi tega, da lahko kam potujem. Spoznavam kraje, ljudi, z digitalnim klubom Celje, pa velikokrat gremo na kakšna daljša potovanja. Čeprav je fotografiranje vsem blizu, se nekateri z njim ukvarjajo bolj resno, že skoraj profesionalno, drugi pa le ljubiteljsko, a ljubezen do fotografije jih je združila. Meni pa fotografija pomeni neko vrsto sprostitve. Po napornih dnevih si vzameš čas, prepustiš trenutkom, opazuješ okolico, iščeš določene momente, tako da v bistvu predvsem sprostitev. S tem dogodkom so tudi prijateljem in sokrajanom dokazali, kaj vse zmorejo. Fotografiram brez vrsti, anekdot je pa vse skozi veliko. Sploh na Islandiji smo jih imeli
kar nekaj. Ne. Tako da smo blodili po ledeno mrzli vodi, kuhali kavo za 4 osebe v 5-litrskem loncu. Vse nas je v bistvu zalil val. Takšnih in drugačnih dogodivščin je bilo na njihovem potovanju na sever Evrope ogromno. Dogodek v kavarni Stopničke so sicer poimenovali Sredi Podgurja v sredo. Zdaj pa se vračamo v preteklost. Kulturno-umetniško društvo Božo Račič Adlešiči v domačem domu krajanov vsako leto pripravi koncert. Tokratni dogodek je nosil naslov Adlešičko prelo odvavek. V pristnem večeru je sodelovalo okrog 100 nastopajočih, mlajših in starejših, ter navdušilo polno dvorano. Smo najprej pripravili točke naših učencev, ker radi nastopajo, mi jih radi in starši gledamo, to je naš podmladek. Poleg tega so sodelovali v društvu Pečkarke, pa je sodeloval tamburaši in folklorna skupina, pa Kresnice pevke. Smo pa želeli z današnjim programom pokazati dogajanje, ki je bilo nekoč vsak dan med obema svetovnima vojnama, recimo pa še en čas tudi potem, po drugi svetovni vojni. Se pravi, kako so preživljali večere, tudi ko niso imeli pametnih telefonov, lahko zelo prijetno. Zanimiv je bil pogovor z Micko Petrovo in Ivetom Kovačevim. Skupaj smo se poskušali spomniti, kako so v njihovi mladosti imeli takšne večere, se pravi na prelo. Kaj se je delalo, kaj se je počelo, kako zabavno je bilo, kako resno je bilo treba dela opravljati. In tako smo spoznali pridelavo in predelavo volne, lanu in konoplje. V okviru Kud Božo Račič že dolga leta uspešno deluje tamburaška sekcija. Tokrat so s tem posebnim inštrumentom zaigrali pesmi najuspešnejše slovenske besedilopiske Fanike Požek. Gospa je prihajala seveda iz teh koncev, tako da smo rekli, da bi naredili eno takšno posvetilo tudi njej in smo zaigrali 3 pesmi njene in z naši prelci so tudi zapeli. Društvo aktivno deluje že več kot stoletje. Prvi zapisi segajo v leto 1922, torej smo imeli pred nekaj leti 100 letnico delovanja, potem nas je okrog 60, imamo tudi podporne člane, pa častne člane. Ki z udejstvovanjem v ljubiteljski folklorni dejavnosti redno prejemajo tudi Maroltove značke. Znanih je vseh 12 osebnosti meseca minulega leta, med katerimi boste gledalci izbrali osebnost leta 2025. Osebnost decembra je Tomislav Jovanovič Tokac. V Karlovcu rojeni avtor besedil in glasbe je bil soustanovitelj skupine Dan D, ki je na Silvestrovo v Novem mestu sklenila bogato 30-letno glasbeno pot. To je bilo edino pravilno in vem, da so prišli tudi ljudje iz celega konca Slovenije. Tale mraz zaradi nas, to je en respekt, ki ga ne dobi vsak. Večkrat nagrajena skupina Dan D je v različnih zasedbah izdala 10 albumov in s svojimi uspešnicami zaznamovala življenje nekaj generacij. Ob slovesu je izdala album z naslovom Rabim človeka, ki si ga oboževalci lahko prenesejo brezplačno. Tokac pa svoje glasbeno ustvarjanje nadaljuje tudi kot producent in mentor. Tudi dobre zgodbe in dejanja drugih nas opogumljajo, navdihujejo ter nam lepšajo dni. Naj jih bo zato čim več lepih dogodkov in prijaznih ljudi. Hvala za pozornost in vse dobro do prihodnjič.